Naslednji sklop bo zanimiv za vse, ki se selite v Slovenijo, pa še nimate dogovorjene zaposlitve. Če želite aktivno pristopiti k grajenju kariere, potem je EURES v kombinaciji s Slovenskim zavodom za zaposlovanje res dober začetek. Zavod za zaposlovanje vam namreč nudi res veliko možnosti. Tu lahko najdete objave prostih delovnih mest, na katera vas lahko zavod tudi napoti po dogovoru. S kariernim svetovalcem se lahko pogovorite o svoji karieri, o možnostih, ki jih imate na trgu dela, pa tudi o raznih usposabljanjih ali jezikovnih tečajih ali tudi finančnih vzpodbudah, ki jih nudi Zavod za zaposlovanje. Poleg tega pa svetovalci organizirajo kar lepo število delavnic, na katerih vam lahko svetujejo o iskanju zaposlitve, o pripravi na zaposlitveni razgovor, o prijavni dokumentaciji in podobnem. Poudariti pa moram, da je prijava v evidence Zavoda za zaposlovanje prostovoljna in jo lahko opravite kadarkoli, ko ste brezposelni ali ko iščete zaposlitev. Na prijavo ali kakšne posebne roke morate biti pozorni le takrat, ko želite uveljavljati pravico do denarnega nadomestila. V tem primeru je rok za prijavo 30 dni od poteka pogodbe o zaposlitvi, ali pa ko denarno nadomestilo izvažate iz tujine, ko pa imate za prijavo na zavod na voljo le 7 dni od izstopa iz države, iz katere ste nadomestilo izvozili. No, poleg prijave na zavod vam svetujemo tudi, da v evropski bazi reguliranih poklicev preverite, če je poklic, ki ga boste opravljali v Sloveniji, reguliran v Sloveniji. Za več informacij se lahko obrnete tudi na pristojni organ, ki je naveden v bazi ob vašem poklicu. Primer reguliranega poklica je na primer medicinski tehnik, organ, ki ga ureja pa Ministrstvo za zdravje. Če ste v tujini zaključili kakšno formalno izobraževanje in če je vaš poklic reguliran ali če boste iskali zaposlitev v javnem sektorju ali drugih večjih podjetjih, je dobro, da čim prej vložite vlogo za vrednotenje vaše izobrazbe pridobljene v tujini. Izobrazbo pa vrednotite pri slovenskem ENIC-NARIC centru, postopek pa je kar dolg in lahko traja tudi 2 meseca. No, sedaj pa si poglejmo še nasvet svetovalke Jane Krušič za vse, ki razmišljate, kako izkušnje, ki ste jih pridobili na delu v tujini, predstaviti delodajalcem v Sloveniji. Izkušnja, pridobljena v tujini, je lahko prednost pri iskanju zaposlitve tudi v Sloveniji. Razmislite, kako izpostaviti prednosti in lastnosti vrline, pridobljene tekom življenja in dela v drugi evropski državi. Kot na primer prilagodljivost, prilagajanje novemu življenjskemu okolju, učenje novih jezikov, delovnih procesov, iznajdljivost in druge kompetence, ki ste jih pridobili tekom te izkušnje.